Lepo pozdravljeni v Narodnem muzeju Slovenije na odprtju razstave Muzej skozi zgodovino, najstarejše pridobitve Deželnega muzeja za Kranjsko, s katerim slavnostno vstopamo v jubilejno leto 200-letnice delovanja muzeja. Prve idejne korake za osnovanje muzeja so naredili že baron Žiga Zois in njegov sloviti krog razsvetljencev. Neposreden povod pa so leta 1821 dali udeleženci znamenitega Ljubljanskega kongresa. Saj so na srečanju izpostavili dejstvo, da dežela Kranjska nima svojega muzeja. Predlog so podali deželnim stanovom, ki so pozneje istega leta sprejeli odločitev za ustanovitev domovinskega muzeja. Preden prisluhnemo pozivu domoljubnim prijateljem znanosti v interpretaciji Lojza Sveteta in kustosom, ki nam bodo predstavili izbor predmetov, pa k besedi vabim direktorja Narodnega muzeja Slovenije. Dr. Pavel Car, prosim. Poštovani prijatelji muzeja, začenjamo s prvim v nizu dogodkov ob častitljivi obletnici delovanja muzeja. Muzej je od svoje ustanovitve pa do danes prehodil 200 let dolgo pot in se iz Deželnega muzeja na Kranjskem v nekdanjem avstrijskem cesarstvu razvil v osrednjo slovensko muzejsko institucijo, v Narodni muzej Slovenije. Za njegov razvoj je zaslužna vrsta vrhunskih strokovnjakov, ki so od skromnih začetkov ustvarili muzej, kakršnega poznamo danes in ki hrani najpomembnejše predmete slovenske kulturne dediščine. Kot je že pred skoraj 200 leti zapisal Jožef Kamilo Schmidburg, takratni deželni glavar deželnih stanov na Kranjskem, so ustanovitelji muzeja z zaupanjem pričakovali razcvet te ustanove, katere cilji je razširiti najpomembnejše znanje za praktično življenje, doseči izboljšave v vseh industrijskih panogah in izkoristiti najbolj smiselno uporabo zakladov domovine. Prizadevamo si, da tem ciljem sledimo še danes in vabimo vas, da se nam pridružite, nas zasledujete in se v teh ciljih tudi sami prepričate. Izbor predmetov na razstavi kaže, da so se področja, ki še danes zaznamujejo delokroge Narodnega muzeja Slovenije, Prirodoslovnega muzeja Slovenije in Slovenskega etnografskega muzeja, izoblikovala že v prvih letih njegovega delovanja in zrcali mozaik delovanja sodobnih nacionalnih muzejev. Za polje naravoslovja, ki je eden od pomembnih gradnikov muzejskih začetkov, danes skrbi Prirodoslovni muzej Slovenije. Direktorico, doktorico Bredo Čenč-Juhant vabim, da nam nameni nekaj besed. V imenu Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki hrani v ustanovni zbirki prvega muzeja na Slovenskem, vas prav lepo pozdravljam. Danes se na del skupne zgodovine oziramo skupaj, verjamem, da se bomo v tem letu še nekajkrat. V našem muzeju bomo poskrbeli, da bo 200-letnica naravoslovno obarvana. V tej luči smo pripravili jubilejni koledar in razstavo Proučevanje narave, nacionalno bogastvo v očeh fotografa. Pripravljamo tudi večjo razstavo z izbranimi primerki, ki bodo spregovorili zgodbo 200-letnice narave v muzeju. Svojo zgodovino bomo predstavili v muzejskem glasilu Skopolja. Na mednarodni konferenci se bomo posvetili temi in sicer najstarejšim zbirkam v raziskovanju in v programih za javnost. Muzeji, naravoslovni muzeji in strokovnjaki se bodo zbrali na konferenci, ki jo bomo združili z osrednjo slovesnostjo, zato je srečanje predvideno v jeseni. Že 200 let od kabineta čudes do neprecenljive zakladnice narave. Ponosni smo na svoje korenine in muzej imamo radi. Z velikimi pričakovanji zremo v prihodnost. Ostanite še naprej z nami. Etnološka dediščina, nekdaj shranjena v Deželnem muzeju za Kranjsko, je danes v skrbnih rokah muzejskih strokovnjakov v Slovenskem etnografskem muzeju. Kot bomo kmalu lahko videli, je eden od predmetov iz znamenite Baragove zbirke na ogled tudi na tej jubilejni razstavi. K besedi tako vabim direktorico Slovenskega etnografskega muzeja, gospo Natalijo Polenec. Prosim. Obletnice so ponavadi priložnosti za vrednotenje preteklega dela in oziranja v prihodnost. Če pogledamo preteklost,
Nastanek Kranjskega deželnega muzeja na območju Kranjske v obdobju Avstrijskega cesarstva gre pripisati močni viziji ustanoviteljev prvega muzeja na Slovenskem kot deželne institucije za varstvo kulturne in naravne dediščine. To se je odrazilo v uspešni poti vseh njegovih naslednikov, 3 slovenskih državnih muzejev, med njimi je Slovenski etnografski muzej. Slovenski etnografski muzej z bogastvom svojih zbirk s področji slovenske, tradicijske, materialne, družbene in duhovne kulture in zbirkami nekaterih kultur sveta vse od začetkov leta 1821 pa do današnjega dni prek razstav in svojega raznolikega programa prispeva k poglavljanju vedenj, razumevanju in promociji etnološke dediščine v družbi. Muzejske zbirke preučuje in obravnava z vidika povezovanja preteklega s sedanjim, soočanj s sestavinami kulturne dediščine in ozaveščanja o njenem pomenu za oblikovanje identitet, kulturnih krajin, za medkulturni dialog in družbeno kohezijo. S ponosom lahko rečemo, da se zavedamo bogate popotnice, ki jo je jesen prejel pred nekaj manj kot 100 leti in uspel postati nenadomestljiv del mozaika v slovenskem in mednarodnem muzejskem prostoru, ki se odziva na globalne, družbene in okoljske spremembe. To častitljivo 200-letnico ustanovitve Kranjskega deželnega muzeja bomo v Slovenskem etnografskem muzeju letos jeseni obeležili z lastno priložnostno razstavo najstarejših etnografskih predmetov in dokumentov iz svojih zbirk. Prav tako pa bomo v muzeju čez 2 leti še posebej praznovali 100-letnico ustanovitve Kraljevega etnografskega muzeja in z ločitvijo od Narodnega muzeja, ki je začel svojo samostojno pot nasproti Muzeju kulturnih identitet, muzeju o ljudeh za ljudi. Napočil je čas, da izvemo več o razstavi in najstarejših pridobitvah Deželnega muzeja za Kranjsko. O konceptu razstave bosta spregovorili koordinatorici in soavtorici doktorica Mateja Kos in doktorica Alenka Miškec. Predmete bodo predstavili kustosi sodelujočih muzejev. Kako bi zvenelo, če bi lahko slišali predsednika deželnih stanov dežele Kranjske, Jožefa Kamila Šmidburga, in njegovo znamenito pismo domoljubnim prijateljem znanosti, kako smelo načrtuje področja delovanja dela Domovinskega muzeja in zaupanjem pričakuje razcvet te ustanove. Danes mu bo glas posodil dramski igralec Alojz Svete, poziv pa bomo slišali v slovenskem jeziku. Naj nam torej optimizem in elan naših predhodnikov vlivata jekleno voljo do muzejskega dela in varovanja dediščine in naj bo čez 200 let enako slovesno kot letos. Preden pa spregovorijo predmeti in njihovi skrbniki, še toplo povabilo. Obiščite nas spet, ko bo mogoče. Virtualno je lepo, ampak v živo je še lepše. Projekt Muzej skozi zgodovino ne želi biti sežet prikaz zgodovine muzeja in njegovih naslednikov, ampak želi pokazati 3 najpomembnejše segmente muzejskega dela. To pa so predmeti, obiskovalci in zaposleni. Predmete kažemo kot najstarejše pridobitve Deželnega muzeja za Kranjsko, medtem ko seznam zaposlenih in pa vtise, ki so jih obiskovalci zapisali v knjige od prve muzejske razstave naprej, bomo pokazali skupaj z razstavo Zlato, ki jo pripravljamo s slovenskimi muzeji in galerijami. Razstava najstarejše pridobitve Deželnega muzeja za Kranjsko je majhna, a zato nič manj pomembna. Z njo želimo prikazati tiste predmete, ki jih je Deželni muzej pridobil v prvem desetletju svojega obstoja in hkrati prikazati, kako kompleksen je bil ta muzej. Razstavljeni predmeti namreč prikazujejo področja arheologije, zgodovine, numizmatike, uporabne umetnosti, naravoslovja, tehnologije in etnologije. Domoljubnim prijateljem znanosti. Vzrok sedanjega poziva je osnutek delovanja Domovinskega muzeja za Kranjsko, ki so ga stalni stanovski poverjeniki predstavili deželnim stanovom 15. oktobra 1821 in ki so ga ti sprejeli z odobravanjem. Naš domovinski muzej naj bi zajel zlasti vse s področji nacionalnega slovstva in narodne ustvarjalnosti. Prav tako naj združi vse, kar sta v domovini ustvarili narava,
ali človeška pridnost. Shrani naj vse spomine na usodo dežele in na zasluge njenih prebivalcev. Muzej ima dve glavni nalogi. Prva je zbiranje in urejanje gradiva, druga pa je uporabnost zbirk. Področja delovanja so zgodovina, statistika, naravoslovje, tehnologija ter fizika in matematika. Za področje zgodovine se zbirajo vse listine, ki so na kakršenkoli način zanimive za deželo, tako v izvirnikih ali v vernih prepisih. Vse v deželi odkrite spomenike preteklosti, tako nagrobnike, napise, kipe in drugo, bodisi najdbe same ali njihove natančne risbe in opise. Novce, tako domače kot tudi tiste, ki so jih Rimljani prinesli s kolonijami. Grbe, pečate, družinska drevesa plemiških družin v deželi, prepisi plemiških diplom in fevdov. Rokopise učenjakov, ki proučujejo zgodovino in natisnjene zgodovinske knjige o deželi. Slike in življenjepise deželnih knezov, velikih mož, ki so si za to deželo nabrali posebne zasluge, učenjakov in umetnikov ali drugače za deželo zaslužnih ljudi, naših rojakov. Ljudske pripovedi, pravljice, pesmi in opise običajev, ki so v navadi pri krancih, tako na primer pri poroki in podobno. Za statistiko province je treba zbrati zemljevide in pridobiti informacije. Kar je potrebno za statistiko glede na naravno in umetno proizvodnjo v državi, naj bi se zbiralo pri področjih 3 in 4. Bogastvo države z najrazličnejšimi naravnimi viri, vključno s tistimi, ki so zanjo značilni, daje upanje na veliko bogastvo naravne zgodovine v vseh 3 kraljestvih narave. Še toliko bolj, ker tukaj ne manjka mož, ki odlično poznajo ta področja. V tehnologiji mora organizirano zbiranje vsebovati običajno umetniško in industrijsko obdelavo naravnih virov. Razširiti pa se bo morala tudi na umetniške izdelke sosednjih dežel in celo v tujino, zlasti v tistih panogah, ki se tu že izvajajo in za katere se v deželi najdejo surovine. Poleg fizike in matematike ter njunih vej se mora zbiranje najprej osredotočiti na tisto, kar lahko prispeva k statistiki dežele, kot na primer določitev meja, astronomska določitev kraja, merjenje višine, okrožij, okrajev, posesti, močvirji in tako naprej, primerjave domačih in tujih sedanjih in prejšnjih mer in uteži med seboj in podobno. Ob patriotizmu prebivalcev Kranjske, ki so ga pogosto izkazovali v mirnih dneh, pa tudi v dneh nevarnosti in nuj, lahko ob aktivnem sodelovanju z zaupanjem pričakujemo razcvet ustanove, katere cilj je razširiti najpomembnejše znanje za praktično življenje, doseči izboljšave v vseh industrijskih panogah in izkoristiti najbolj smiselno uporabo zakladov domovine. Muzej je prve novce dobil že leta 1822. Seznama pridobljenih predmetov z tega leta lahko namreč razberemo, da je pridobil 116 novcev od vsaj 26 darovalcev. Vendar danes ne moremo več ugotoviti, za katere novce gre. Lahko pa z veliko gotovostjo rečemo, da je del današnje rimske republikanske zbirke del stare Repežičeve zbirke. Jože Repežič je bil namreč zbiratelj, numizmatik in je že v samem začetku, že zelo zgodaj podaril svojo zbirko, ki je štela prek 2000 novcev muzeju. Tudi skrbel je za to zbirko, zato ga je grof Hohenwart štel med ustanovitelje muzeja oziroma njegovo zbirko za ustanovno zbirko. Med arheološkimi predmeti, ki jih je muzej pridobil že kmalu po ustanovitvi, smo izbrali 2. Lončeno žaro v obliki hiše je leta 1823 podaril Valentin Pacar, izhaja pa z Drnovega pri Krškem.
Te posode so v 1. in 2. stoletju izdelovali izključno za pogrebne rituale. Večino so našli v okolici Novega mesta in Drnovega pri Krškem, v obmejnem delu Hrvaške in v Beli krajini, zato so pripisane duhovnemu izročilu lokalnega prebivalstva. Predmet znanstvenih razprav pa ostaja, ali gre pri tem za latobike, ki so za to področje izpričani v antičnih virih in pa tudi v imenu rimske naselbine na območju Drnovega Municipium Flavium Latobicorum Neviodunum. Drugi predmet je slonokoščena preslica. Take in podobne poznamo z različnih koncev rimskega imperija od poznega 2. do 4. stoletja. Dragoceni primerki so bili kot statusni simbol priloženi v grobove žensk in deklic višjega stanu. Tudi naša izhaja iz sarkofaga, odkritega na območju današnje Gosposvetske ceste. Pridobljena je bila leta 1824. Slaven pa je tudi njen darovalec Alojz Schaffenrad, zaslužen za ureditev Postojnske jame. Bakroreze je prispeval tudi k Hohenwartovemu vodniku po jami. Baron Jozef Dietrich, bogati dunajski trgovec, je bil od leta 1819 lastnik tržiškega gospodstva in večine tamkajšnjih železarskih obratov. Bil je strastni zbiratelj starin, zato je idejo o ustanovitvi Kranjskega deželnega muzeja podprl z donacijo vzorcev vseh izdelkov, ki so jih tedaj izdelovali v njegovih kovaških in železarskih obratih v Tržiču. To je storil 1. maja 1821, več mesecev pred uradno ustanovitvijo muzeja. Teh predmetov je bilo skoraj 500 in zaradi prostorske stiske v muzeju so bili predmeti dostavljeni šele 5 let pozneje. Do danes se jih je v muzeju hranilo 19, od tega največ kos in polizdelkov. To je pečatnik ljubljanskega meščana Wolfganga Wieserja iz leta 1492 in sodi v skupino prvih predmetov, ki so prišli v takratni deželni muzej, in sicer pred novembrom leta 1822. Odkrit je bil leta 1821 na današnji Čopovi ulici v Ljubljani. Mesto najdbe in pa lepa ohranjenost predmeta pričata o tem, da je imetnik pečatnik zelo verjetno izgubil, kajti navada je bila, da so po smrti imetnika pečatnik praviloma uničili, in sicer tako, da so poškodovali površino za odtis pečata, ga pretopili ali podvrgli nekje v naravi. Izdelan je iz srebra, kar pomeni, da je bil človek zelo premožen. Zanimivo pa je, da doslej v arhivu še nismo našli listine, na kateri bi bil odtisnjen pečat s tem pečatnikom. Tlakovec iz peščenca z letnico 1518 je ostanek Špitalske cerkve v Krškem. Gotska cerkev je bila zgrajena leta 1440, leta 1777 pa so na njenem mestu zgradili baročno. Zanimiva je tudi sama darovalka, to je Cecilija Lichtenberg. Gospa je rada zbirala arheološke najdbe in je med drugim muzeju podarila tudi veliko skupino najdb iz pomembnega najdišča Drnovo pri Krškem. Garnitura za sadje, žgane pijače, naprimer tudi bovlo, je nastala na Češkem ob koncu 18. stoletja. Zelo zanimiv pa je njen darovalec, to je namreč Jožef Šemarl plemeniti Leitenbach, ki je bil po poklicu inženir in pa arhitekt. Posebej je bil specializiran na vodne prekope in je delal v Ljubljani tudi z Gruberjem. On je na primer zgradil Črnuški most. Po selitvi na Dunaj je tam zgradil nekaj palač. Bil je pa tudi učitelj risanja na Obrtniški risarski šoli v Ljubljani in kasneje tudi svetnik Dunajske akademije za likovne umetnosti. In očitno je njegov čut za estetiko povzročil, da je deželnemu muzeju podaril to skoraj sodobno garnituro. Med gradivom, ki se je začelo stekati v novo ustanovljeni muzej, je bila tudi veduta kapucinskega kompleksa v Ljubljani, nastala leta 1826. Eksponat je pomemben iz več razlogov. Najprej je kot priča takratne muzejske zbiralne politike. Muzej je namreč že v uvodnem obdobju začel zbirati raznovrstno gradivo in ta eksponat kaže, da je zbiral tudi likovno gradivo, likovne upodobitve na papirju. Drugič je pomemben zaradi same motivike. Predstavlja namreč kapucinski samostan, to je nek arhitekturni ansambel, ki že 200 let ne obstaja več. Torej, ohranja spomin
na nek neohranjeni arhitekturni fond. Pomembno je tudi avtorstvo. Avtorica te risbe je Antonija Makovic. Vemo, da so bile v vedutnem slikarstvu preteklih stoletij ženske izjemno redke. In nazadnje, prav ta list, prav ta upodobitev je bila zametek, se pravi temelj, danes nepopisno dragocene in obsežne zbirke slovenskih vedut, torej topografske zbirke, vedut slovenskih krajev in celo še več. Bila je zametek grafičnega kabineta, to je oddelka, ki zbira in preučuje likovno gradivo na papirju. Zbirka Knjižnice Narodnega muzeja Slovenije je začela nastajati že ob ustanovitvi Deželnega muzeja za Kranjsko. O tem nam pričajo seznami darovalcev. Žal večine tega gradiva v našem fondu ni več. Knjige, dokumenti in pa arhivalije so bile v večji meri izločene in predane v hrambo drugim inštitucijam. Eno najstarejših del iz začetnega obdobja knjižnice je historična topografija Carniolija Antiqua et Nova oziroma Stara in Nova Kranjska ljubljanskega teologa, pisatelja in zgodovinarja Janeza Ludvika Šenlebna. Delo je bilo natisnjeno v Ljubljani med letoma 1680 in 81, k pisanju pa je Šenleben pritegnil tudi Janeza Vajkarda Valvazorja. Knjiga častitljive starosti je zelo dobro ohranjena in je vezana v bel pergament. Leta 1823 jo je muzeju podaril ljubljanski uradnik in kulturnik Fran Ksaver Plemeniti Rab, sicer prvi tajnik in dolgoletni član Društva Kranjskega deželnega muzeja. Najbolj znani slovenski misionar Friderik Baraga je sredi 19. stoletja deloval v Severni Ameriki na območju Velikih jezer. Leta 1837 je prišel v domovino in za takratni deželni muzej prinesel zbirko različnih predmetov ljudstev, med katerimi je živel, to so bili Otavani in Očipfejci. Baragova zbirka sodi danes med najstarejše severnoameriške zbirke v Evropi, predvsem pa je najstarejša neevropska zbirka v Sloveniji. Zbirka je zelo zanimiva, ker predstavlja različno materialno kulturo, od uporabnih predmetov, orožja. Baragova zbirka je danes hranjena v Slovenskem etnografskem muzeju. Del zbirke je na ogled na stalni razstavi. Ob tem je pa treba poudariti, da je Baraga kulturo severnoameriških ljudstev predstavil tudi v knjižni obliki. Ko je obiskal domovino leta 1837, je v slovenskem jeziku objavil tudi posebno publikacijo, kjer je prikazal način življenja in navade, duhovno kulturo ljudstev, med katerimi je živel na območju Velikih jezer. Zoisova zbirka mineralov, ki jo danes hrani Prirodoslovni muzej Slovenije, ni le ustanovna zbirka prvega muzeja na Slovenskem, ampak v kulturno-zgodovinskem smislu najpomembnejša mineraloška zbirka v Sloveniji. Hrani več kot 3500 eksponatov in nekateri med njimi so res izjemni. Tako vidimo kristale zlata, srebra in številne druge minerale, ki so običajno milimetrskih dimenzij, v Zoisovi zbirki pa so zrasli tudi centimeter ali več. Še posebno smo ponosni na slovenske primerke mineralov in med njimi so tudi kalciti iz Postojnske jame, cinabaritna ruda, tako iz Idrije kot iz Šentanskega rudnika. Največ je seveda silikatov, med njimi posebej cenimo dragulje, naprimer smaragde in akvamarine. Na razstavi pa bomo prikazali črvičasti skupek aragonita. To je kalcijev karbonat, ki ga v naših kraških jamah bolj poznamo po kapniških oblikah, iz sosednje Avstrije pa je v taki zanimivi črvičasti obliki, ki bo nedvomno pritegnila posebno pozornost. Za zgodovino slovenskega naravoslovja in tudi muzeologija je še posebej pomembna najdba in tudi znanstveni opis prve jamske živali na svetu, to je hrošček drobnovratnik. Našel ga je leta 1831 Luka Čeč, pomožni svetilničar v Postojnski jami. Jaz si predstavljam, da je bil Luka Čeč krepek kmečki fant, ki je ljubljanskim meščanom, ki so takrat že zahajali v Postojnsko jamo, nosil bakle in jim razsvetljeval jamo, in da je hroščka preveč stisnil,
zato ga je poškodoval. Tako poškodovanega je dal grofu Hohenwartu, ki ga je potem dal Ferdinandu Schmidu in ta ga je v Illyrisches Blatt v letu 1832 opisal kot Leptodirus Hohenwarti in dal mu je celo kranjsko ime Drobnovratnik. Hrošček je bil poškodovan, zato Ferdinandu Schmidu, ki je bil po duši tudi zbiralec, ni bil preveč všeč in je razpisal nagrado 16 goldinarjev za nov primerek. Nagrada ni bila nikoli izplačana, zato je Ferdinand Schmid kasneje sam odšel v Postojnsko jamo, tam našel nove drobnovratnike, jamske polške, jamske rakce, postranice in podobne prave jamske živali, ki jih je potem začel pošiljati naokrog strokovnjakom in tako se je na našem ozemlju rodila nova veja biologije, speleobiologija. Grof Franz Hannibal Hohenwart je leta 1831 svojo zbirko Konhili podaril Kranjskemu deželnemu muzeju. In tako je postala ena prvih in najpomembnejših naravoslovnih zbirk prvega muzeja na Slovenskem. V zbirki je nekaj veličastnih, velikih polžev iz morja, med njimi je tudi ta škorpion z znanstvenim imenom Lambis chiagra.